Pozdravljeni. Zdaj mogoče čisto en drugačen pogled na superračunalnike z moje strani, kakor je bil do zdaj. V bistvu to, s čimer se mi ukvarjamo, je vsa ta infrastruktura podatkovnega centra, ki je potrebna za to, da lahko umestimo potem en superračunalnik v nek IT prostor. In tukaj vidite v bistvu, s čim vse se ukvarjamo. Superračunalnik je tam, recimo, kjer je zdaj napisana IT soba. Ampak da vse to dela, prej gospod lepo omenil, edina stvar, ki zmrzne zaradi prevelike temperature, no, potrebujemo sistem hlajenja, potrebujemo ustrezen sistem napajanja, ustrezen nadzorne sisteme, skratka en cel skupek infrastrukture za to, da nam lahko v bistvu vsa ta oprema nemoteno deluje. No in zdaj, mi se generalno ukvarjamo s podatkovnimi centri, ampak ko govorimo o superračunalnikih in o umetni inteligenci, je pa seveda tlele čist nova dimenzija, tudi za nas. Če pogledamo, kakšen je delež umetne inteligence v razvoju in, bom rekel, povečanju obsega podatkovnih centrov globalno, je to neverjetno. Tukaj je podatek za leto 2023, kjer je umetna inteligenca zasedala nekje 8% vseh kapacitet, do leta 2028 se pričakuje rast praktično do 1/5. Tako da ogromen pritisk je zdaj na industrijo, da zagotovi ustrezne kapacitete in zato se zelo intenzivno ukvarjamo tudi s tem, kakšno specifiko v bistvu ta tehnologija pred nas prinese, v bistvu kakšne težave, izzive moramo rešiti. Zdaj, ko govorimo o superračunalnikih, kaj je tisto, kar vpliva na to infrastrukturo, tukaj so mogoče 4 najbolj izrazite lastnosti, ki vplivajo nekako na to infrastrukturo. Seveda najbolj pomembno je, kakšen je workflow, kaj pričakujemo v bistvu od opreme, kakšen bo obseg. Zelo pomembno je tudi, kakšen je tip procesorjev, ki jih bomo uporabljali. In z vidika moči teh procesorjev in iz vidika načina hlajenja. Pomembno je tudi vedeti, a so za nas pomembne zakasnitve v smislu hitrosti omrežja ali ne. In konec koncev, kakšna je fizična velikost ene gruče, ki jo želimo namestiti v podatkovni center. Tako da, na kaj pa vse to vpliva? Tri ključne komponente so tukaj, ki jih moramo izpostaviti. Napajanje, hlajenje in sistemske omare. Majčkeno se bomo vseh dotaknili. Če govorimo o napajanju, to, kar nam superračunalniki prinašajo in na splošno tehnologija tudi za umetno inteligenco, je to, da se nam naenkrat drastično povečuje density oprem v komunikacijskih omarah in na splošno v nekem prostoru, na neki kvadraturi. To pomeni, da naenkrat v bistvu potrebujemo ogromno kapaciteto, ogromno moč, da bomo napajali to opremo. Bistveno večjo na nek kvadratni meter, kot je to za klasične podatkovne centre. In ena zanimiva stvar, ki se tukaj pojavlja, če govorimo o enih high density omarah, ki so v navadnih podatkovnih centrih, ne vem, ranga 5 kW, 10 kW, mogoče kaj več, tukaj se začnemo pogovarjati pri 20 kW in lahko končamo bog ve kje, saj večkrat bomo o tem še govorili. Tako da precej, bom rekel, teh nekih faktorjev, na katere potem ta tehnologija vpliva. Lahko mogoče izpostavim tudi to, da imamo zdaj tukaj tudi bistveno večje tokove v posameznih napajalnih letvah, kar pomeni tudi večjo nevarnost za električni oblok in take stvari. Skratka, mogoče moramo tudi procese, kako delamo, s to opremo majčkeno prilagoditi. Ravno tako je velik vpliv na hlajenje. Kot sem že prej omenil, zelo dobro moramo vedeti, za kakšno tehnologijo gradimo podatkovni center. Je to vodno hlajenje, je to zračno hlajenje. Procesori danes zelo rapidno napredujejo, tudi kar se tiče, bom rekel, njihove moči. In to dejansko predstavlja kar velike izzive. In še največji izziv je to, da marsikdaj niti ne vemo čisto točno, kakšne procesorje bomo dobili, ko gradimo podatkovni center. Tako da to je iz vidika hlajenja, bom rekel, nek povzetek nekih
največjih izzivov. Ne. Seveda pa čisto banalno, ne, fizično, kam bomo umestili to opremo. Navajeni smo v klasičnih okoljih na neke dimenzije strežniških omar, ki tukaj v bistvu praktično po nobeni dimenziji več ne špilajo. Niti širina običajnih strežniških omar ni več dovolj, niti globina, ne, sploh ko govorimo o vodnem hlajenju, ko moramo umeščati tudi razdelilnike za vodo v rek omaru in podobno. Pa tudi v končni fazi višina, zaradi tega, ker se nam naenkrat v takem okolju pojavljajo številne naprave, ne vem, za omrežne povezave, napajalniki dodatni, skratka, običajno tudi klasično visoke omare ne zadoščajo. Tako da tukaj je skupek, no, ne bomo šli zdaj točko po točko, ampak skupek nekih teh izzivov, s katerimi se dejansko srečujemo, ko načrtujemo podatkovne centre za to okolje. Zdaj, jaz se bom v nadaljevanju največ fokusiral na področju, ki nam predstavlja največji izziv, to pa je sistem hlajenja za podatkovni center. Ravno zaradi tega, ker v bistvu kar malo plavamo v temi. Marsikdaj ne vemo čisto točno, kaj zares moramo narediti. Ne. Tako da dejstvo je, ne, da tudi številni veliki igralci, ki gradijo ogromne, več 10-100 megavatne podatkovne centre, so že investicije in projekte, ki so jih začeli delati, ustavili in šli nazaj na dashboard, na novo risati sisteme hlajenja, zaradi tega, ker se tako rapidno spreminjajo tehnologija procesorjev in zahteve glede hlajenja. Tukaj imam prikazano v bistvu, kje je dejansko neka meja med med tehnologijo zračnega hlajenja in tehnologijo vodnega hlajenja procesorjev. Vezano seveda na neko gostoto na rek omaro. In to, do kamor smo mi zdajle prišli, je, da lahko zračno hlajeno tehnologijo teoretično hladimo vse tja do 50 kW. Govorim teoretično, ker je v praksi to vse majčkeno nižje, a ne. Vse, kar je pa od 50 naprej, pa moramo uporabljati direktno vodno hlajenje. To pomeni, da gre voda dejansko v strežnik do samega procesorja na ta način, oziroma tekočina, no, če sem bolj natančen, in na ta način odvajamo toploto. Zdaj, načinov tekočinskega hlajenja je več, tukaj pač zdaj podrobno ne bomo vse te analizirali. Več ali manj pri nekih uveljavljenih principih hlajenja, s katerimi se tudi največkrat srečujemo, ki jim rečemo direct to chip, se pravi, ko tekočina gre do samega procesorja, pa nekako ločimo in potrebujemo 3 ključne elemente hladilnega sistema. To je neka zunanja enota tamle na desni strani, ki odvaja toploto v okolico, a ne. Tamle vidimo tekočinsko hlajenje strežnike v samem IT prostoru. Pojavlja se pa nov element, ki ga v bistvu ne poznamo pri klasičnem zračnem hlajenju, to pa je ta CDU enota, ki v bistvu dejansko predstavlja nek interfejs med klasičnim hladilnim sistemom objekta in potrebami tekočinsko hlajenih strežnikov. Torej, kot bomo videli, bom rekel, v nadaljevanju neke ključne parametre zagotavlja za uspešno hlajenje strežnikov. Torej, tukaj skematsko vidimo dejansko podobno shemo, zunanja enota za odvajanje toplote, CDU enota in pa omare, v katerih imamo HPC opremo. Že prej omenjena CDU enota je en nov gradnik, a ne, v infrastrukturi podatkovnega centra, ki ga uporabljamo, kot rečeno, v primeru tekočinskega hlajenja strežnikov. In ta nam mora zagotavljati zelo kritične pogoje, ki jih zahteva vodno hlajena oprema. Od temperature, ustreznega pretoka te tekočine, ravno tako tudi ustreznih aditivov, kar je strogo predpisano, kakšna mora biti ta tekočina, ki vstopa v strežnik. Največkrat se uporablja tudi pri Nvidii se videl propilen glikol 25% recimo, a ne. In seveda skrbi za to, da izoliramo to strežniško opremo od preostalega dela hladilnega sistema. Zdaj,
Teh sistemov ne bi šel v podrobnosti, CDU enot je ogromno, lahko nam odvajajo toploto iz tekočinsko hlajenih strežnikov v zrak, nazaj v vodo, bom rekel, v plinske medije, skratka, največkrat se pa srečujemo z prvima dvema različicama, se pravi, ko to toploto bodi si odvajamo v zrak nekega IT prostora in ga potem zračno odvajamo naprej, ali pa v tekočinski sistem in ga potem preko te tekočine odvajamo iz centra. Na naslednjih 3 slajdih imamo v bistvu prikazane te 3 načine hlajenja, odvajanja toplote, predvsem v tem smislu, da če mi v nek klasični podatkovni center, ki ga že imamo, dodajamo manjše število HPC opreme, ki je lahko kot nek izoliran otoček, si lahko v bistvu pomagamo s tako CDU enoto, ki nam to toploto odvaja v prostor, v zrak. In na ta način lahko obdržimo obstoječ sistem hlajenja v podatkovnem centru. Ampak to pride v upoštev zgolj v nekih res majhnih sistemih. Naslednji 2 shemi, ki jih boste pa videli, pa dejansko že predvidevajo uporabo večjih sistemov, ko imamo dejansko večji nabor vodno hlajene opreme. Tukaj vidimo en primer in drug primer. Zdaj, ta zadnji primer je predvsem zanimiv v tem kontekstu, ker temperatura tekočine, ki se uporablja za odvajanje toplote v superračunalniškem okolju, je precej visoka. In to je specifika za klasične hladilne sisteme, ker smo navajeni, da imamo temperature, tam ranga 15-20 stopinj Celzija. Tukaj pa lahko govorimo o temperaturah 40 stopinj Celzija. Kot prvo lahko mimogrede to temperaturo s pridom uporabljamo za nadaljno uporabo, recimo za ogrevanje objekta ali česarkoli drugega. Kot drugo je pa zelo specifično, da ta temperatura predstavlja velik problem za obstoječe kompresorje. Dejansko praktično v tehnologiji, ki smo jo do zdaj poznali, ni kompresorjev, ki bi lahko tako visoke temperature uspel odvajati, bom rekel, na klasičen način. Zato se zdaj pojavljajo in je velika borba, bom rekel, tudi med vendorji, da se pojavljajo dejansko novi hladilni agregati oziroma niti to niso hladilni agregati več, ampak pač naprave, ki lahko bistveno bolj učinkovito delujejo na teh visokih temperaturah, prilagojeno ravno za superračunalniško okolje. Tako da to je samo še en dokaz, kako ni to zgolj buzzword, ampak je dejansko superračunalniki in umetna inteligenca dejansko premikajo meje tehnologije zdaj tudi na področju čisto fizične infrastrukture podatkovnih centrov. Zdaj, ena dilema, ki jo imamo mi pri načrtovanju podatkovnih centrov oziroma sistema hlajenja, predvsem to, kaj lahko naredimo, na kakšen način lahko odvajamo to temperaturo, to, kar sem zdaj ravnokar omenil, tudi na nivoju hladilnih agregatov ali kakšnih drugih naprav, ki so mogoče bolj učinkovite. In predvsem, zdaj recimo zadnji 2 leti veljalo, da ko govorimo o superračunalnikih, zaradi teh visokih temperatur tekočinskega hlajenja, lahko odvajamo to toploto brezkompresorsko. Torej, da imamo neko prosto hlajenje, zgolj mogoče z uporabo adiabatskega hlajenja, s tako imenovanimi dry coolerji, ampak žal, zdaj opažamo, pa mogoče v zadnjem letu, da se tehnologija teh procesorjev premika zelo v tej smeri povečanja moči, ki prihaja že v tako območje, da se žal ta trend zvišanja temperature za hlajenje teh strežnikov začenja padati. In na tem grafu v bistvu je prikazano, kakšen je v bistvu vpliv gostote teh čipov na neko temperaturo, ki je še sprejemljiva za to, da lahko prosto hladimo. Se pravi, to je nekje meja, recimo 40 stopinj. In tukaj vidimo, da že pri 500-600 vatih na procesor mi pridemo v mejo, ko tega več ne moramo početi. Vemo pa, da novi Nvidiini procesori, če govorimo o GB200, tukaj govorimo o 1200 vatih že na procesor. Tako da
To je tisto, kar sem na začetku omenjal, ne? Teh procesorjev še nimamo, vemo, da bojo, čakamo jih, bojo, ne vem, nekje v začetku naslednjega leta, ampak danes pa projektiramo že podatkovne centre za to. In to je tisto, kar v bistvu nam predstavlja največji izziv, ker ne vemo, kam bomo prišli na koncu. Tukaj recimo ena analiza, ki je del naredil, 150 klimatskimi profili po svetu, globalno, in so ravno tako prišli do ugotovitve, da tukaj se sploh v bistvu, tukaj je bil poudarek na uporabi vode, tudi se pravi tega diabatskega hlajenja v primeru hlajenja superračunalnikov, ker cela industrija v bistvu zelo odhaja zdaj od tega koncepta. Kot prvo, to je zdaj treba še en korak vrniti nazaj, kot prvo Evropska komisija in nova direktiva za učinkovito rabo energije zdaj določa, da morajo operaterji podatkovnih centrov poročati o raznih parametrih. Eden izmed parametrov je tudi poraba vode. Zaenkrat samo poročati. Vsi nekako pričakujemo, da bo v letu, dveh to poročanje prišlo v regulativo. Se pravi, da nam bojo predpisali, kaj smemo in kaj ne smemo delati, kakšen mora biti PUE faktor, kakšen mora biti UE faktor in tako naprej. In zaradi tega je danes, bom rekel, računati na uporabo, na intenzivnejšo uporabo vode. Govorim zdaj o vodi, ki se uporablja na zunanjih enotah, na hladilnih agregatih, na dry coolerjih. Za hlajenje, za odvajanje toplote precej tvegano, ker ne vemo, kakšna bo regulativa, ki pa lahko v zelo kratkem času pride. In zato je tudi tukaj ta analiza usmerjena v to, kaj lahko naredimo, če uporabljamo vodo v teh zunanjih enotah hlajenja in kaj, če ne. In tukaj zdaj vidite, da praktično, če ne uporabljamo vodo že pri 500 vatih na procesor brez kompresorja, skoraj da ni več podnebja, kjer bi to lahko naredili, da bi s prostim hlajenjem lahko to hladili. Tako da pravim, delamo na nek način en korak nazaj, kar se tiče tehnologij, in tukaj v bistvu so te različne tehnologije zunanjih enot za odvajanje toplote, od, bom rekel, teh nekih posebnih, ki zdaj pričakujemo, da bojo prišle in naj bi potem nadomestile klasične hladilne agregate in dry coolerje, do tega, kaj nam dejansko nudijo dry coolerji in hladilni agregati danes. Ampak tole je nekako prihodnost, kateri stremi industrija. Tako da, če vse to povzamemo, predvsem, kot rečeno, na področju hlajenja, imamo res en tak trenutek zdaj, da premislimo o strategiji, sploh kam bomo šli. Medtem pa moramo delati naprej, ker od nas to trg zahteva. Tako da tudi v tem kontekstu je verjetno sploh danes pred nami, sploh za manjše uporabnike, zelo na mestu vprašanje, a se lotimo sami graditi podatkovni center za potrebe, ki jih imamo na področju superračunalništva, ali gremo v bistvu najemati kapacitete drugih. Danes smo v glavnem poslušali o primeru, ko gremo dejansko najemati te kapacitete, bodi si v oblak, bodi si, bom rekel, lokalno pri ponudnikih. Ampak poskušal sem nekako strniti v 3 slajdih, ki so tudi zadnji, kaj so tisti kriteriji, kako se odločamo. Ampak jaz bi več ali manj to tako vse skupaj povzel. Če začenjamo, če preizkušamo neke prve korake na tem področju, mislim, da težko razmišljamo o nekih lastnih kapacitetah. Če je to nekaj, kar ne bo stalno, kar ne bo, bom rekel, mogoče zdaj delamo na nekem projektu 1 leto, pa ga potem ne bomo, pa potem tega področja ne bomo naprej tako intenzivno potrebovali, tudi nimamo kje razmišljati, verjetno bomo najemali te kapacitete. Če pa imamo dejansko zelo velike potrebe, in predvidevamo, da bodo te potrebe konstantne, in da se to dejansko sklada z našimi nekimi dolgoročnimi plani, potem je mogoče vredno razmisliti tudi o tem. Se poznamo tudi neke, bom rekel, manjše instalacije superračunalniškega okolja. Tako da je vprašanje, ki ga dejansko potem vsak uporabnik pri sebi rešuje. Sicer jaz mislim, da imamo kar srečo v Sloveniji, da imamo kar zanimive kapacitete na voljo.
in za komercialno uporabo, o kateri se pretežno danes tukaj pogovarjamo, in za znanstveno raziskovalno uporabo. Tako da vemo vsi, da zdaj pričakujemo tudi nove kapacitete, ki naj bi nadomestile Vego, naš največji superračunalnik, v roku recimo 2-3 let. Tako da jaz mislim, da je perspektiva na tem področju dobra. Seveda ni pa izključeno, da ne bo tudi na slovenski trg prišel tudi kakšen komercialni ponudnik za nekimi ogromnimi kapacitetami. To bi tudi lahko dalo nek dodaten pospešek tej industriji. Ampak se pravim, če povzamem, bom rekel, to razmišljanje, jaz bi rekel, da je to predvsem odvisno od te neke naše poslovne strategije, kar verjetno sami zelo dobro veste. Konec koncev tudi gospod Dejan je uvodoma danes predstavil zelo lep algoritem tega odločanja, kje je najbolj, kako pridemo v bistvu do odgovora, na kakšen način lahko te svoje potrebe in na kakšni opremi najlažje rešimo. Tako da, če boste potrebovali zgraditi svoj superračunalniški center, dobrodošli. Če boste pa uporabljali kapacitete, razpoložljive kapacitete, ki so, bom rekel, pri ponudnikih, ste pa vsaj slišali, kaj vse morajo oni narediti za to, da lahko vaše operacije delujejo na njihovi opremi. Evo, to je to. Hvala. Hvala lepa, gospod Jovanovič. Ja. Vprašanja zanj. Izvolite tamle v tretji vrsti. Dobar dan, moje ime to je Tadej Ojsešek, jaz sem sicer tudi med drugim, sem tudi študiral malo tehniško varstvo okolja in jaz bi se zdaj pri hlajenju stavil s temi toplotnimi prenosniki oziroma toplotnimi izmenjevalniki. Slišal sem torej, da naj bi Lumi na Finskem tudi celo uspel ogrevati pol celo vas na podlagi tega prenosa toplote preko vode. Zdaj, kolikšen je pa potencial tukaj v Sloveniji? Zdaj vem, da so dosti manj zmogljivi računalniki, verjetno tudi posledično manj toplote, ampak vseeno, koliko domov bi recimo lahko to ogrevalo? Ja, hvala lepa, zelo dobro vprašanje. Srečo imam, da preko združenja, kjer delujemo v ZIT-u, smo tudi člani Evropske asociacije za podatkovne centre. In pred enim letom je ta Evropska asociacija za podatkovne centre ustanovila delovno skupino skupaj z združenjem Euroheat and Power, ki se pokvarjajo ravno s sistemi daljinskega ogrevanja. Tam so člani v bistvu ponudniki daljinskega ogrevanja po celi Evropi, tudi Finska. Najbolj so pač te države severne bile aktivne. In vprašanje je absolutno na mestu in projekti obstajajo, kjer se to predvsem v severnih državah že uporablja. Mi smo se začeli že v bistvu pogovarjati o tem, kaj bi lahko naredili v Sloveniji, da bi to uporabili, ker mi imamo v bistvu zelo razvite sisteme daljinskega ogrevanja. V Ljubljani imamo ogromen sistem, 500 pa še nekaj megavatov je kapaciteta. Drugi največji je v Velenju oziroma Šaleški dolini. In ugotovitve, ki smo jih do zdaj naredili v tej delovni skupini, so, da je najbolj optimalno, če je kapaciteta podatkovnega centra, ki bo to toploto oddajal sistemu daljinskega ogrevanja, enaka nekje 10% kapacitete sistema daljinskega ogrevanja. Oziroma, ko so nam analizirali podatke za Slovenijo, smo prišli, ker smo vse malo v toplejšem podnebju, do nekih 7-8%. To pomeni, da če govorimo o Ljubljani, jaz ne vem, kakšna kapaciteta je v Velenju, ampak za Ljubljano sem se pozanimal, bi idealen case bil, če bi mi v Ljubljani postavili podatkovni center kapacitete tam 35 do 40 megavatov. Okay. Ne vem, koliko bi potem sicer ta superračunalnik koštal, ker bi ga tja umestili. Ampak ja, to bi bil idealen scenarij in bi lahko 100% to toploto iz takega sistema dal v toplotno ogrevanje. Zdaj, specifika toplotnega ogrevanja, da ne bom predolg, je v tem, da tam so temperature bistveno višje. Mi tukaj govorimo zdaj o nekih 30-40 stopinjah vode.
tam klasičen sistem rabi nekje 90, ampak oni tudi to znižujejo in oni so tudi pod velikim pritiskom Evropske komisije, tako kot mi, da morajo izboljšati svojo energijsko učinkovitost. In je ta matching zelo dober. V bistvu je obojestranski interes, da se najde model, kako to uporabljati in jaz sem prepričan, da bomo prišli do njega. V bistvu te sestanki potekajo redno na tem nivoju. A ne? Jaz pač opazujem te velike playerje, tam sem skromno zraven, a ne? Ampak jaz tudi, bom rekel, že doma v Sloveniji torej nekako plasiram te informacije, ker si želim, ja, zakaj pa ne bi bili korajžni, zakaj ne bi bili ambiciozni in pripeljali en tak projekt v Slovenijo. Rabimo priključek za elektriko, rabimo zemljišče in dobro voljo. To je to. Politično voljo, to je malo težje. Ja. Okay, ampak tja že ne bi zahajal zdaj. Ampak zakaj pa tega še recimo ni, da bi lahko nek podatkovni center vsaj ogreval neko stavbo, v kateri je, oziroma ožji okoliš? Ne bom rekel, da tega ni. Mislite v Sloveniji? Ne vem, v širši praksi. Ne, je, dejansko taki sistemi že obstajajo. Večinoma ne, na Švedskem, na Finskem, na Norveškem, dejansko taki sistemi že obstajajo, kjer se celi distrikti ogrevajo iz podatkovnih centrov. Ne. Recimo zdaj, ko so bile olimpijske igre v Parizu, je podjetje Equinix naredilo podatkovni center, ne, in dejansko ogrevajo bazen olimpijski z podatkovnim centrom. Ne. Skratka, vi morate sam najti primernega porabnika. Ne. In verjetno obstajajo tudi v Sloveniji taki primeri, ne, ko se uporablja ta odpadna toplota. Mi v večini primerov, če že ne najdemo porabnika, vsaj dizajn naredimo tak, da bomo lahko mogoče kdaj kasneje priključili nekega zunanjega uporabnika na ta sistem preko nekih izmenjevalnikov. Ne. Tako da to je vedno na mizi, ne, ko se dela dizajn in je vedno dobrodošlo. Zdaj sem se spomnila na en svoj davni intervju, kjer mi je gospod z Arsa, kjer ima tudi super računalnik podatkovni center, nekako v šali povedal, da se je včasih, ko je bil sneg na strehah, točno vedelo, kje imajo kakšen večji zmogljiv računalnik pod streho, ne? Ker to je bila edina streha, ki ni imela gor snega na vrhu. Ne? Drži. So pa oni tudi v tem specifično še en, bom rekel, zelo dober primer energijsko učinkovitega podatkovnega centra, ker uporabljajo za hlajenje podtalnico, ker oni imajo to srečo, da imajo tamle na dvorišču neke eksperimentalne vrtine, a ne, in iz teh vrtin se črpa podtalnica, ki gre potem direktno preko izmenjavcev seveda do hladilnih enot v podatkovni center in se njihov superračunalnik dejansko hladi s podtalnico. To je super praksa. Še eno čisto kratko vprašanje za res kratek odgovor. Kateri podatkovni center vas je do zdaj najbolj fasciniral, ko ste stali v njem? Wow. Kar dobro vprašanje. Ne? Tako, zdaj, da ne bo izgledalo kar reklama, ne? Ampak iz vidika estetike, ne, je zelo specifičen podatkovni center Arcturja, ste bili vsi tam. Ne? To je poseben dizajn. To jim moramo dati zelo velik kredit za to. Ne? V bistvu tak v krogu, tisti res inovativen dizajn, čist nestandarden. Ne? Mi vedno delamo vrste, grde vrste. Ne? Oni so se podločili in so naredili en tak poseben koncept. Tako da v vidu estetike sigurno, bi se njih spomnil. Najlepša hvala vam za predavanje in tudi za te odgovore. Hvala.